Torej, dobrodošli na še enem pogovoru v sklopu projekta Future Minds 2050 na gimnaziji Koper. Tokrat gostimo, oziroma nas gosti Vanja Dujc, oljkar, prejemnik tudi nagrade za najboljše olje na severni polobli. In danes smo tukaj v Mali Sevi, Primali, tako, in se bomo pogovarjali o zelo zanimivih temah. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo. Ja, torej naše prvo vprašanje za vas je, torej kaj je vaša zgodba, kako bi se predstavili? Ja, težko se je predstaviti v eni minuti, ker moja zgodba je dolga že skoraj 40 let, samo kar se oljk tiče. Začel sem 84. Takrat še bolj takole za hec, to ni bila moja glavna dejavnost, in je to kar nekaj časa trajalo. Tako da sem se pa pol zelo resno začel z oljkami ukvarjati, tudi prej sem se resno, ampak da sem se izključno z oljko ukvarjal, sem se pa od 2002. naprej. Takrat je pa oljka moja glavna dejavnost, vse do danes. In potem imamo pa še vprašanje, torej zakaj ravno oljke in kaj je to, družinska tradicija ali? Ne, to ni družinska tradicija. Zakaj ravno oljke? Pravzaprav je to čisto slučajno do tega prišlo. Jaz sem nekako konec 70. let začutil, da bo takratno gospodarstvo jugoslovansko propadlo in me je zaskrbelo, kaj bom počel, ko bom izgubil službo. Nekaj, kar je danes čisto normalnega in se dogaja vsak dan vsakomur. No, takrat ni bilo tako. Je mene zaskrbelo in sem se odločil, da si moram omisliti neke rezerve, s čimer se bom preživljal svojo družino. In sem se odločil, da bom gojil gobe. Pleurotus ostreatus, to je bukov ostrigar. Sem vso tehnologijo preštudiral, sem naredil že poskusno gojenje, pridelal približno 1 tono gob, vse je šlo krasno. Zataknilo pa se je, ker nisem imel denarja za prostor, niti prostora, da bi ga dobil v najem. In zato je ta projekt propadel, ker preprosto nisem mogel dobiti primernega prostora. In potem se je pa ponudila čisto slučajno prilika, mi je en gospod, ki je delal takrat na kmetijsko-zemljiški skupnosti v Izoli, rekel, veš kaj, ti gob ne boš nikoli gojil, ker nikoli ne boš našel prostora, ampak tle pod Malijo je pa 4 hektare odlične zemlje za oljko. In jaz sem se v 2 urah odločil, čeprav nisem vedel sploh, kaj to oljka je, o njej nič nisem vedel, o oljčnem olju nič nisem vedel, sem rekel, ja, v redu, pol pa oljka. Sem prišel jaz na to zemljo tukaj, 4 hektare, odlična zemlja, zaraščeno z rubido, s kanelo, z raznim grmovjem. 2 buldožerja sta en mesec čistila to zemljo, da smo očistili, da smo naredili terase, da smo posadili in tako naprej. No. Tako je štartal projekt mojih oljk. Ja, hvala za odgovor. Torej, in kaj bolj zaupaste, recimo svojim lastnim izkušnjam ali v bistvu ostalih lokalnih pridelovalcev? Ja, v naši nekdanji državi, ki je vi niste nikoli poznali, ker je se prej zaključila, je obstajal tudi en pregovor, uzdaj se usej v svoje kljuse. To je iz drugega jezika, ne slovenskega. Torej, zanesi se sam nase. In tako sem se tudi jaz pri oljkah. Od začetka sem se zanašal na znanje drugih, ampak sem videl, da tega znanja pravzaprav ni. Zdaj, na svoje znanje se tudi nisem mogel zanašati, ker ga nisem imel, in pol me je pa hmal srečala pamet, hmal to pomeni po kakšnih 8 letih, in sem gotovo, da ne bo šlo tako naprej brez znanja. In sem se poslužil stare ukane. Sem poiskal knjige, strokovno literaturo v Italiji, tam je dosti napisanega o oljki. In to je bila ena debela knjiga, ki jo danes nažalost nisem prinesel s sabo, Alessandro Morettini, 800 strani, debela knjiga, oljkarska biblija. In išla je točno tistega leta, ko sem se jaz rodil, 1948. No in sem se jaz potem po tisti knjigi začel učiti oljkarstva. Ni bilo lahko, ker bi bilo v italijanskem jeziku. Ampak sem se v kakšnem letu toliko naučil, da sem začel obvladovati stvari. Od takrat naprej pa moram reči, da sem vedno najbolj zaupal sebi.
tistim znanjem, ki sem jih uspel dobiti, dostikrat pa popolnoma, pa čisto intuiciji tudi. Dosti stvari sem se odločil intuitivno in najbrž je tle tudi malo sreče, ne, ali pa dosti, tako da sem se prav odločal. In kako pa vas recimo sami evropski predpisi recimo omejujejo vam, pomagajo? Ja, evropski predpisi seveda omejujejo in seveda je tudi moramo razumeti, da neke predpise morajo biti, da neki minimumi spoštovanja nekih zadev morajo obstajati in da če ne bi bilo predpisov, bi bila ena totalna anarhija, v kateri bi nekateri delali tudi dosti škode lahko. Tako da seveda moramo razumeti, da predpisi so, da tudi predpisi so zato, da bi ohranjali naravo za bodoče generacije, da bi ohranjali podnebje za bodoče generacije in da to preprosto moramo spoštovati, če tudi ni lahko, ne, ni lahko pridelati ob tem, da moraš neko tehnologijo kar na lepem spremeniti. Do zdaj si delal na nek način, potem nek predpis določi, da tako ne gre več, da je treba drugače in je dostikrat težko se prilagoditi novim predpisom. Prav lani in letos imamo veliko težavo, ker so se spremenili predpisi o zaščiti oljk pred oljčno muho. Ni več dovoljeno škropljenje oziroma kontroliranje ali pa uničevanje oljčne muhe z škropivi, ki vsebujejo dimetoat. Celo Sredozemlje je to uporabljalo do zdaj, zdaj to ni več dovoljeno. In bomo morali oljkariti brez dimetoata, s tem, kar je zdaj dovoljeno in omogočeno. Ne vemo pa še, kako nam bo to šlo, bomo videli letos. In kako pa recimo izgleda vaš običajen delovni dan? Ja, zelo, zelo različno, ne. V kmetijstvu je tako, ne, ponavadi po podjetjih je nekdo zadolžen za to delo, drugi za drugo delo, tretji za tretje delo. Vsak je specializiran za neko delo in tisto delo opravlja, ne. Pri nas v kmetijstvu ni tako, ne. Si en sam in si zadolžen za vse, ne. To se pravi za pripravo zemljišča, za vzdrževanje oljk, to se pravi obrezovanje, škropljenje, obdelovanje trave spodaj, za zaščito pred škodljivci in boleznimi, sam moraš ugotavljati, ni, sam moraš reagirati, za kakovost pridelka, to se pravi, sam se moraš odločiti, kdaj boš pobiral. Vse rizike prevzemaš sam, ne. Sam moraš določiti, kako boš konkretno pri oljčnem olju, kakšno tehnologijo predelave boš uporabil, ali želiš dosti olja pa nižjo kakovost, ali želiš manj olja pa višjo kakovost, ne. To moraš vse sam narediti, ne, in tle potem seveda moraš tudi sam obvladati tržišče, sam se moraš promovirati, sam moraš prodajati, za vse si na koncu sam, ne, in zato tudi niso stvari tako dobro narejene, kot bi lahko bile, če bi bil delal samo eno delo, ampak so narejene vse nekako na 3/4, ne, ampak dobro, ponavadi se vse nekako dobro konča. Kaj najamete kdaj kakšne delavce za pomoč ali to vedno vse sami? Za nekatera dela najemamo delavce za pomoč, predvsem za pobiranje oljk, ker takrat je tako, da pač moraš oljke pobrati v najbolj primernem trenutku, v kakšnem času, en teden, 10 dni, takrat je idealno. Če to narediš prepozno, ni več olje takšno, kakršnega smo želeli, ne. In zato, da mi poberemo tu približno 20-22 ton plodov, da oberemo 1200 dreves, kolikor jih je v našem nasadu, ena zelo, zelo dobra ekipa 6 delavcev potrebuje 11 dni, ne. Prej, ko nismo imeli take ekipe, ko nismo najemali take ekipe, ko smo vse sami delali, smo rabili 40 dni, da smo pobrali oljke. Tako da za obiranje oljk najemamo, pri obrezovanju si kaj malega pomagamo s kakšnim šestkom, ampak večina drugih delov pravimo sami, ja. Koliko hektarjev pa imate oljčnika? Ja, oljčni nasad je nekaj manj kot 4 hektare. Vse je tu strnjeno v istem prostoru. Na teh 4 hektarjih je posajenih 1200 oljčnih dreves.
20 različnih sort, tako da iz teh 1200 dreves običajno oberemo tam med 18 in 22 tonami plodov, stisnemo približno 3000 litrov olja, naredimo 7-8 različnih olj. Naš glavni artikel je Cuvée, to je tisti tamle na desni z naše strani, ki je tudi certificiran z zaščiteno označbo porekla. Poleg tega, to je olje, ki je mešano z različnih sort. Poleg tega naredimo še 4 sortna olja, Maurino, Lečino, Istrsko belico in Nitrano, tako da imamo 4 zelo različna sortna olja, pa še 2 aromatizirani olji, ko stiskamo skupaj oljke z agrumi, s pomarančami ali pa limonami. In potem še kakšno tako stvar, ko si zamislimo, da bi posebej kakšen eksperiment naredili, še kakšno tretje, kakšno 4., 5. olje, jaz. To je ena taka osebna izkaznica oljčnega nasada. Ja. Koliko je pa stara vaša najstarejša oljka? Ja, moje so vse mlade, ne? Ker pravzaprav, dobro, tu je raslo mogoče kakšnih 10-15 oljk, ampak tudi tiste niso bile ne vem kako stare. Drugače pa vseh teh 1200 oljk sem jaz posadil, nekaj jaz, nekaj pa sin tudi že kasneje. Oljke tu niso stare zaradi tega, ker jih pozeba uniči. Tu smo vsakih 30 do 50 let enkrat prije en hud mraz, dor hudega mraza in drevesa pozebejo do tal in je treba cela drevesa odžagati do tal in potem s korenin poženejo nova drevesa, tako da kakšnih takih debel, polmetrskih na tem delu ni. Mogoče tam v seči se že najde kaj starejšega, ne, ampak tudi tam ni ne vem kako starih dreves. Kaj pa naredite z lesom, ko obrezujete oljke? Večina lesa, večino vej zmulčamo. To se pravi, to je traktorski priključek, ki zmelje te veje in to ostane potem vse potem, če bomo šli kaj okrog pogledali, boste videli, ostane vse kot zeleno gnojivo na tleh. Zdaj, če so kakšne veje predebele, da bi jih mulčar lahko zmlel, včasih je treba kakšno drevo malo pomladiti, pa odrežemo kakšno tako vejo, ne vem, mogoče 7-8-10 cm debelo. Tisto očistimo za drva, oljčni les tak je dober za roštilj je dober, evo. Kako se naša regija povezuje glede izmenjave znanja, različnih dejavnosti ali pa tudi samo ene dejavnosti? Ker se oljkarstva tiče, mi smo štartali precej pozno z oljkarstvom, glede na ostale sredozemske države, kjer je to že vse teklo na vse možne načine. Pri nas je obnova oljčnih nasadov začela konec 70. let prejšnjega stoletja, v začetku 80. In nekako konec 90. smo pa začutili to potrebo, da se začnemo povezovati tudi navzven. In smo takrat se vključili v en prvi tak evropski projekt Oleum Nostrum, to je bilo 99. leta in 3 leta je trajal, kjer smo bili povezani skupaj Lazio iz Italije, pokrajina Lazio, Sicilija, Korzika cela in pa mi, in to je bil tak prvi mednarodni projekt, kjer smo se dobro povezali in so odlični rezultati iz njega tudi bili. 5 let kasneje smo se povezali spet v enem takem projektu, pa z zamejci tu čez mejo in z univerzo, visoko šolo, kmetijsko šolo Sant'Ana iz Pize. In smo tam črpali znanje za zaščito oljk pred oljčno muho, tako da to je bil drugi mednarodni oljčni projekt, Sigma se je imenoval. Potem od takrat naprej pa imamo skozi kontakte s tujino, organizirane, pa tudi čisto naključne, ko gremo na sejme, recimo, predstavljamo svoja oljčna olja, se povezujemo z oljkarji, ki jih srečamo na teh sejmih, z nekateri smo že prijatelji, se dobro poznamo in tako. Dobro, zdaj pa še malo o vašem olju. Mogoče kako na vaše olje, na pridelavo oljk vplivajo podnebne razmere? Ja, seveda vplivajo podnebne razmere, ne. Zdaj, tega se v začetku nismo toliko zavedali, ampak zadnjih 10 let nekako pa se te podnebne spremembe prav čuti, tako da se spreminja. Mogoče količina padavin ostaja približno ista, tu smo nekje na 700-800 mm v tem delu,
Istre. Ampak razporeditev padavin pa ni več taka, kot je bila običajna, tako da imamo bolj koncentrirane velike padavine in pa seveda daljša sušna obdobja, in to pa seveda vpliva na oljko, na rast, pa tudi na formacijo olja in tudi na okus olja, ne. Tako da tu se pa še prosim? Količino tudi? Tudi na količino, seveda, tudi na količino. Tu se zdaj seveda še učimo, ne. Ravno lani smo začeli z enim projektom v sklopu z ZRS-jem koprskim, s projektom namakanja, kjer črpamo prve podatke o namakanju in ki jih bojo potem tudi drugi oljkarji seveda lahko uporabljali. Moramo se prilagajati podnebnim spremembam, ker to nam ne uide, ne. Čisto sigurno je, da bo oljkarstvo čez 20 let izgledalo malo drugače, kot je danes, ne. Bomo morali neke regulatorje si omisliti, namakalne sisteme čisto sigurno, zato da bomo oljko še vedno spuščali v tem sušnem stresu, ker oljka dobro prenaša sušo, ne, drevo. Seveda pa rodi pa manj, če je suho, ne, prav rada je nima, ne, ampak dobro je pa prenaša. Tako da, če želimo pridelek imeti vsako leto, moramo poskrbeti, da ti sušni stresi niso prehudi. Po drugi strani so pa ti sušni stresi dobri za kakovost oljčnega olja. Kaj pa je v vašem olju tako posebnega, da je znam po celem svetu? Mislim, da ni nič tako posebnega in mislim, da so tu še moji kolegi oljkarji na obali in da jih je kar nekaj, mogoče kakšnih 100 ali pa tudi več, ki imajo enako dobra oljčna olja, kot so naša. Ne bi rekel, da je kaj posebnega. Jaz mislim, da je pravzaprav najpomembnejše za eno visoko kakovost oljčnega olja, pa tudi za okus, da dva v tem poslu naredita vse brez napake. To se pravi, v prvi fazi dobra kmetijska praksa, to je delo v nasadu, ne. V tem primeru je to naše delo, kako delamo z drevesi, kako nadziramo škodljivce, kako si izbiramo čas pobiranja in kako organiziramo pobiranje, da niso plodovi poškodovani, da so v istem dnevu predelani. To je tisto, za kar moramo mi poskrbeti. Za drugi del pa mora poskrbeti oljar, da te plodove seveda pridela, tako da iz njih potegne največ, kar je možno potegniti v pogledu kakovosti in v pogledu okusa, ne. Zdaj tu seveda morava sodelovati skupaj oljar, pa mi sodelujemo skupaj, da mi povemo oljarju, kaj želimo, in seveda oljar pove, kaj bi on svetoval narediti in tako naprej. In srce mi treba delati, ne? Ja, vse to pa je tako ali tako za vsako delo, ne. Velja za vsako delo. Delo, ki ga delaš z veseljem, z motivom, s srcem, bo vedno dvakrat ali pa trikrat boljše narejeno in bo vedno dosti večji uspeh, kot pa če delaš nekaj preko svoje volje, seveda. Kako pa se sorte med sabo razlikujejo? Zdaj vem, da pač ene dajo več olja, ene dajo manj olja. Se sorte zelo razlikujejo med seboj po okusu, ne. Dobro, po marsičem se razlikujejo, ampak tisto, kar nas zanima razlika v okusu, ne. So sorte, ki dajejo bolj sadežna, intenzivno sadežna olja, to se pravi olja, ki dišijo in imajo okus po različnih dišavah, po različnem sadju, po različnih zelenjavah tudi, ne. To je tisto, kar so zelo dobri atributi dobrega oljčnega olja. So sorte, ki poudarjajo grenkobo, ampak tako žlahtno grenkobo, ne. Tudi to je dober atribut, ker seveda to grenkobo dajejo polifenoli v oljčnem olju, ki so zelo dragoceni. Potem so sorte, ki dajejo mogoče bolj pikanco, tudi ta je zaželjena. Tako da vsaka sorta ima nek svoj potencial, ima različne možnosti, kaj boš iz nje dobil, in pol moraš poskrbeti, da to dobiš, in pol mogoče tudi, da dobro zmešaš različne sorte med seboj, da se dopolnjujejo potem ti okusi. Zdaj, prej ste omenili, da vi mešate sorte olja, ne? Ampak imate tudi kakšno samo eno sorto olja? Ja, imamo 4 sortna olja, enosortna olja, lečino, maurino, istrsko belico in nitrano. To so 4 sortna olja, ki so med seboj kar precej različna. Belica vem, da je grenka, recimo. Belica je grenka, tako je, tudi pikantna je lahko, ne.
Lečino je bolj sladek, bolj aromatičen. Itrana je izjemno dišeča, izjemno aromatična. Tudi po čemu dišijo olja se razlikuje. Recimo karakterističen vojnin okus itrane je po zelenem paradižniku, maurino po zelenih bananah. Potem lečino pa mogoče bolj po artičoki. Tako da vsako olje ima neke svoje aromatske posebnosti. Ja. Kako pa se razlikujete po pridelavi oljk in olja od drugih oljkarjev? Po pridelavi mislim, da delamo vsi približno po istem postopku. Te oljarne tukaj so vse tehnološko zelo podobne, to so vse nove oljarne zdaj, vse delajo večinoma v dvofaznem sistemu, tako da sam proces predelave je enak, ne. Razlike so v finesah, ne. V tem, kakšen mlin nekdo uporablja, kar je zelo pomembno, v tem, koliko časa nekdo mesi maso, kar je zelo pomembno, v tem, ali dodaja vodo, ne dodaja vode. To so taki detajli, ki jih pravzaprav vejo samo oljarji, oljarski mojstri in jih skrbno hranijo zase, ne povedo, ne obešajo na velik zvon, seveda. Skratka, delamo pa približno vsi po istem postopku. Takole, ja. To se pravi, te osnovne zadeve vemo vsi, ne, da morajo biti plodovi zdravi, da morajo biti obrani v primernem času, da morajo biti predelani v istem dnevu, ne smejo biti na zalogi in da je treba pri predelavi pač spoštovati pravila, zato da dobimo dobro kakovost olja, pa mogoče malo manjšo količino, ampak to se vse ve, kaj je, to niso neke tajnosti. Kako pa recimo na vaši etiketi, če se ne motim, piše, da je od pobiranja oljke do predelave 4 ure, da pač oljka... Ne, tega ni na moji etiketi, to je na eni etiketi, ampak ni na moji, ne. Mogoče veste, zakaj, kaj je to razlika med... Ja, razlika je v tem, ne, ker pri pobiranju se vedno oljka plod lahko nekoliko poškoduje. Ne bom rekel, da se vsi plodovi poškodujejo, ampak en delež plodov se poškoduje pri pobiranju s temi električnimi grabljicami, pa tudi ročno. In čim se plod poškoduje in vdre v njega zrak notri, se začnejo noter procesi. Začne oksidacija in dalj časa, kot je oljka kot mine do predelave, večji vpliv te oksidacije, ne samo oksidacije, potem tudi fermentacija v nadaljevanju in slabše bo olje. Zato je zelo važno, da se čim prej predela plodove. Kaj pa recimo, prej sem vas hotel vprašati, ste rekli na začetku, ko ste govorili o vaši zgodbi, da vam je rekel gospod, da je dobra zemlja. Kaj je ta dobra zemlja? Zakaj je zemlja dobra? Mislim, kakšna zemlja mora biti, da je oljki prijazna? Ja, on je tako rekel, on je imel kmečke korenine in je vedel, kje oljke rastejo in da morajo rasti na južni legi, da mora biti zemlja odcedna, da se ne zadržuje. In te osnovne stvari je on vedel, to je že dosti let nazaj. Pol kasneje smo ugotovili, da je ta zemlja res zelo dobra. Res je južna, jugozahodna lega, res je zemlja odcedna, tako da padavine, ki padejo v trenutku, tečejo, oljka ne mara vode, ki bi se zadrževala. Tako da v teh pogledih je to je taka bolj polpeščena zemlja, je odlična zemlja. To je ena dobra stran te lege, tega oljčnega nasada. Druga dobra stran je pa ta, da je ta oljčni nasad vedno na prepihu. Tu blizu je Piranski zaliv, podnevi piha Maestral, ki se ga tu lepo čuti, kako zapiha skozi nasad gor. Po noči piha burin v obratni smeri in oljka ima rada veter, zato da se čim prej posuši, da ni rose. In ta veter je tudi zelo paše, tako da to je druga stvar, ki tu ustreza. Tako da ja, je res, lega je res skoraj idealna za oljko. No, kakšno pa je recimo vaš nasvet za vstopanje recimo na nove trge ali pa kako se lokalno podjetje v bistvu uveljavi na mednarodnem trgu? Ja, tu nažalost ne bom imel kakšnega dobrega nasveta, ker tudi sam nisem našel še dobrih rešitev. Ni lahko vstopati na tuje trge, na nove trge. Ni lahko zaradi tega, ker seveda je dosti konkurence. Če govorimo o oljčnem olju,
v oljčnem olju je ogromna konkurence, so države, velike pridelovalke oljčnih olj, oljčnega olja, recimo Španija, tudi severnoafriške države, zdaj že Italija, Grčija. In zdaj, da bi mi šli na njihova tržišča, sploh ne pride v poštev, seveda, ne. Mi iščemo svojo pot na tržišča, kjer ni domače proizvodnje, ne vem, to so srednjeevropske države, Avstrija, Nemčija, Češka in tako naprej, tudi vzhod. Ampak tam nastopamo enakopravno pač vsi v konkurenci, ne. In seveda smo izpostavljeni hudi konkurenci. To, kar je naša primerjalna prednost na teh tržiščih, je morda naša majhnost po eni strani, ker zato pa res dosegamo vrhunsko kakovost lahko, ker se lahko posvetimo, dosežemo res visoko kakovost in tu se ne bojimo konkurence. V kakovosti se konkurence ne bojimo, je pa spet problem, če si premajhen, nastopati na tujih tržiščih, ker če imaš premajhne količine, je težko organizirati prodajo tako, da je ekonomična, ne. In se, ne vem, 100 litrov, 200 litrov olja prodajati nekam na Japonsko ali pa kaj svem kam se seveda ne splača, ne. To bi imelo za seboj vleklo neke astronomske stroške, in ki jih noben kupec ni pripravljen potem plačati, ne. Tako da ja, nekega čarobne rešitve tle še nimamo, še iščemo, upam, da najdemo. In je več vašega olja recimo namenjenega za restauracije ali pa za trgovine? Pravzaprav največ našega olja prodamo neposredno kupcem, ne. Kupci nas najdejo in prodamo tako na slovenskem tržišču, kot tudi v tujino. Nekaj ga prodamo tudi v trgovine, ampak sorazmerno malo. V restauracije pa zelo malo, ker zaenkrat še prevladuje, da naše restauracije bolj povprašuje po cenenih oljih, in v slovenski Istri ne bomo nikoli delali poceni oljčnih olj, zaradi tega, ker delamo z zelo visokimi stroški predelave. Vedno bojo olja iz Italije, da ne rečem Španije, dosti cenejša od naših. Tako da tle med gostince si bomo težko utrli pot. In pa je recimo potrošniki ponavadi iščejo bolj poceni olja, in kakšno bi rekli, da je največja razlika recimo med olji, ki so 8 evrov ali pa veliko več, no? Ja. Seveda, kakšne so razlike, včasih se res na zahodu da dobiti tudi kakšno olje v srednjem cenovnem razredu, ki je kakovostno ali pa tudi zelo kakovostno. Zdaj, teh cen, ko so pa olja v blagovnicah, v velikih trgovinah po 8 evrov, 9 evrov, pa enostavno ne razumem, kako lahko do njih pride, ker mi ni jasno, zaradi tega, ker mene samo steklenica in etiketa staneta že 2 evra, ne. In potem nadaljne 2-3 evre je pobiranje, predelava. Zdaj bom povedal podatek, ki ni moj podatek, ampak je podatek Kmetijsko-svetovalne službe koprske, ki so ga, mislim, 2-3 leta nazaj preračunali na sveže. Stroški pridelave oljčnega olja v slovenski Istri do trenutka, ko je olje v sodu, to se pravi stroški v nasadu, pobiranje, predelava v oljarni in olje v sodu, so okrog 11 evrov za kilogram olja. 11 evrov. Od tu naprej sledi še certificiranje, stekleničenje, etiketiranje, vsi marketinški, promocijski stroški, vsa logistika, prodajni stroški, to se pravi pošiljanje, kup stroškov je pa še naprej, ne. In kako tisti tukaj, ki prodaja oljčno olje po 11 evrov liter, ga sigurno prodaja v svojo izgubo. Nekih stroškov čisto sigurno ne pokriva. Zdaj, ali se tega zaveda ali se ne zaveda, je druga stvar, ne? Ampak tako je, ne? Zdaj, seveda pa to še ni jamstvo za visoko kakovostno olje. Lahko nekdo tudi pridela olje, ne vem, ki je stroškovno drago, 10-11 evrov, in ga prodaja po 15 evrov, pa če ni dobro poskrbel za kakovost, ni rečeno, da je to olje dobro, ne? Ne da se pa pridelati poceni olja, to sem hotel reči, ne dobrega, ne slabega tukaj. Koliko časa pa ste vi recimo potrebovali do prvih priznanj kvalitete in odlikovanj? Ja,
če sem rekel, da sem oljke posadil leta 1984, pa so mi potem tako izmrznile naslednje leto, sem jih na novo sadil, pa da sem se nekako naučil oljkarstva, tehnike pridelave tja do enega 92, 93, enega 95 sem imel prva olja, za katera se je pa takoj videlo, da so zelo kakovostna, in pol me je to vzpodbudilo, da sem se še bolj posvetil kakovosti. Pol je bil projekt Oleum Nostrum, ki sem ga že omenil, okrog leta 2000, in tisti nas je vzpodbudil, da smo šli še v smer promocije bolj intenzivno. Tako da sem jaz z mojimi olji sem se začel udeleževati tekmovanj 2002, 2003 in 2003 sem že dobil eno prvo zelo visoko priznanje v Veroni, na Sol Verona, to je bila diploma di gran menzione, in to je bilo moje prvo visoko priznanje. In od takrat naprej pa skoraj vsako leto dobimo kakšno zelo pomembno priznanje. Ja. No, pot oljkarja, karierna pot je nekako neko vztrajanje. Moraš biti vztrajen človek. Kaj bo recimo leta 2050? Kako bo na tem področju z mladimi? Bo to področje še zanimalo mlade? Kaj vi menite? Kako sploh mlade prepričati, da bi se recimo nekdo lotil? V resnici na ljubo si sploh ne predstavljam, kakšen bo svet leta 2050. Ker stvari so se začele dogajati tako hitro, da ne vem, včasih se je nekaj spremenilo v 20-30 letih, kar smo opazili, zdaj se spremeni v 2-3 letih. Kaj bo leta 2030 ali pa 50, težko rečem. Po televiziji sem enkrat slišal enega gospoda, ki je govoril in je dal en zelo pameten nasvet na temo, kako svetovati mlajši generaciji, kaj ne študira, če se ne se uči. Jaz sem do tistega trenutka mislil, nedolgo nazaj, par let nazaj, sem si želel, kako bi jaz mojim vnukinjam svetoval nekaj pametnega, da bojo v življenju naredili neko kariero, neko delo in s čim se bojo lahko preživljale. In tisti gospod rekel, nikar ne dajete nobenih nasvetov mlajšim, zato ker nimate pojma, kaj bo čez 20 let. Ker nihče ne ve. Sami si bojo našli, kar bo potrebno, in sami se bojo odločali. Najboljše je, da molčite in da jih samo spodbudite, da se naučijo delati, da so delavni, da so inovativni, da so radovedni, da iščejo poti, potem bojo že vse sami našli. Tako da, če se vrnem na tvoje vprašanje, kako bo čez 20-30 let, je res težko reči. Mislim, da se bo kar precej spremenilo. Prvič se bo okolje spremenilo, sploh na kmetijskem področju. Bojim se, da bodo te spremembe res velike in da se bo vaša generacija morala zelo, zelo resno spopasti s temi spremembami, da boste morali zelo resno reševati stvari, ki smo jih mi zavozili, mogoče, naša generacija, predvsem v okoljskem pogledu, pa upam pa, da boste našli rešitve. Ja. Kaj pa recimo glede dela, spremljamo pač ta tehnološki razvoj, non-stop se nekaj premika, avtomatizira. Koliko imate tega že danes in recimo kaj pričakujete, če mogoče veste? Delovna tehnika seveda se spreminja hitro. Orodja, od začetka so se orodja spreminjala, zdaj se stroji spreminjajo. Vsaka generacija strojev je res bistveno bolj napredna. Prevčerajšnjim sem sedel v traktorju, ki je delal na kopališču, že stranje kamnje mlev, in to je kot da sediš v nekem Mercedesu noter. Stroj je zunaj izjemno glasen, ker melje kamnje, noter poslušaš glasbo, je klimatizirano, imaš, pravzaprav je podobno nekemu letalskemu kokpitu, toliko je tistih knofkov in monitorjev, ki kažejo to in ono in drugo. Hočem reči, tehnologija se bo spreminjala, bo podpirala, gotovo se bo robotizirala tudi marsikaj. Ampak narava bo po mojem vseeno vedno dajala neke izzive nove, kjer ne bo šlo drugače, kot da bo moral človek biti zraven in se malo zamisliti, kako rešiti kakšen problem. Najlepša hvala. Imate še kakšno vprašanje, punce?
Hvala lepa vam za obisk. Ja, potem bi se vam pa res zahvalil za ta imeniten pogovor. Res najlepša hvala in srečno pot. Hvala lepa. Vam pa srečno pot v vašem študiju in v iskanju rešitev problemov, ki vas čakajo. Hvala.